Kaj se je zgodilo na današnji tekmi, ko ste imeli zmago v žepu pravzaprav? Zgodilo se je nepisano pravilo, če ne daš, ga dobiš. Mi smo imeli, mislim, da 3 100% priložnosti, ki jih nažalost nismo izkoristili in potem je sledila kazen 2 minute do konca, tako da nažalost smo izgubili 2 točki. Ste pa bili do konca dobro postavljeni, verjetno sama taktika je bila na mestu? Ja, fanti so se držali tega, kar jim je trener povedal pred tekmo, tudi na polčasu, tako da v bistvu, če bi Pučko ali pa Popovič dosegel drugi gol, bi zdaj bili veseli, tako pa smo žalostni. Očitno je Triglav zelo neugoden tekmec za vas, zakaj? V nogometu pač imaš določene tekmece, ki ti ne ležijo, očitno je to nam Triglav, kot smo mi Olimpiji in pač ko upamo, da čim prej se bo to spremenila, ta tradicija. Sama igra, sama tekma, torej je naložba za spomladanski del sezone? Jaz mislim, da ja, da smo pokazali nek premik v sami igri, tudi odnos je bil dober danes strani igralcev, pač manjka tista pika na i in 3 točke bile naše. Torej, kakšen je vtis po tem gostovanju? Na koncu ste se, bi lahko rekli, srečno izvlekli? Srečno, kakorkoli, spet vi rečete, jaz pravim, moji fanti zasluženo točko ne samo na Gorenjskem, mislim s prikazano igro, da smo zasluženo dobili to točko, želja standardno v Kopru do konca. V najavi je bilo, da imamo samo željo pa borbenost, jaz to spet demantiram, moji fanti igrajo nogomet lep, pravi nogomet, kot da sem prezadovoljen s točko. Lepe počitnice, velik uspeh za Triglav, tale pol sezona 6. mesto in polfinale pokala, tako da v tej priložnosti čestitke mojim fantom za prikazano igro. Vam pa ugaja ta Bonifika, kaj ne? Ugaja, lep ambient je tukaj v Kopru. Danes ni bilo Đurkovića, čeprav je bil najavljen iz vseh možnih zornih kotov. Glejte, danes ni bilo Đurkovića, ni bilo kapetana Jalena. Danes je igrala Triglava mladost, če pogledate zapisnik, 7 ali 8 fantov je bilo nad 90-letnih, da so letniki in imamo zaledje, fantje rastejo in dobre priprave in mislim, da bomo kar na sredini lestvice ostali. Boste težko nekatere zadržali v ekipi, morda tudi Đurkovića je morda celo kandidat za prihod v Koper? Lahko sam odgovorno trdim, da bojo kar vsi ostali, kajti imamo ambicije za Evropo.